Suzuki je bila še do pred kratkim pri nas pozabljena znamka. Potem pa so predstavili križanec SX4 S-Cross in Vitaro, ravno zdaj pa prihaja še novi Baleno. Staro ime, ki ga tale model oboje od mrtvih, konkurenci pa zašibi kolena. Vam takoj povem zakaj. Baleno se po letih odsotnosti na naš trg vrača kot kombi limuzina. Oblikovno je nekaterim všeč, drugim ni, meni pa je čisto simpatičen, sploh v tej črni barvi in s številnimi kromiranimi dodatki. Postavljen je na novo platformo, ki bo kasneje služila tudi novemu Swiftu, s slabimi 4 metri pa je od slednjega skoraj 15 cm daljši. To pomeni, da je prostoren. Če začnem zadaj pri prtljažniku, ta zdaj sprejme 335 litrov in je največji v razredu, ima pa visok nakladalni rob. Tudi potniška kabina je prostorna, tako da le ni vse samo v prtljažnem delu. Za razred je tu neverjetno veliko prostora, tako nad glavami kot tudi v predelu kolen, tako da bodo štirje v Baleno sedeli brez najmanjših težav. Pa tudi odlagalnih površin veliko. Prostorninsko gledano blesti, ni pa to edina stvar, ki jo ima pokazati. Kdor išče veliko opreme za razumljivo ceno, je na pravem mestu. Ne vem, če še kateri avtomobil ponuja toliko vsega za takšno ceno. Točno takšen z bencinskim motorjem in bogatim paketom Deluxe namreč stane malo več kot 14 tisočakov, pa ima velik barvni zaslon z navigacijsko napravo, kamero za vzvratno vožnjo, še en zaslon med merilniki, potem tudi klimatsko napravo, gretje sedežev. Ja, pa radarski tempomat in sistem za preprečevanje naletov. Ne manjkata niti bixenonska žarometa spredaj in zadaj LED luči. Se počutim kot kakšen katalog, ampak ja, Baleno ima skoraj vse. A prostor za izboljšave ostaja. Položaj za volanom je sicer soliden, ni pa najboljši. Sedeži ponujajo premalo bočne opore in čeprav volanski obroč lepo sede v roke, ker je nastavljiv v vse smeri, ne ponuja želenih informacij. Umirjenih voznikov to najbrž preveč ne bo motilo, a vseeno. Tu spredaj je nameščen 1,2 litrski atmosferski bencinski štirivaljnik. Prav nič mu ne manjka in ne porabi veliko, a smo vseeno potiho pričakovali Balena z novim litrskim turbo trivaljnikom. Tale razvije 66 kW, to je 90 konjev in 120 Nm navora. Ker je lahek avtomobil, tehta le 940 kg, je pri visokih vrtljajih presenetljivo poskočen. Ja, v nizkih pač ne. Porabi pa le okrog 5 litrov na 100 km, kar je naravnost super, zato res ne vidim nobene potrebe po turbodizelskem. Moti me le, da menjalnik ni dovolj natančen in da se vzvratno rad zatika. Mora biti konkurenca nad prihodom Balena zaskrbljena? Ja, če odmislimo čustva in na nakup gledamo samo racionalno, potem vsekakor. Nas je malček presenetil, zato vam lahko le svetujem, da ga vsaj preizkusite. Za 14 € vas res ne bo razočaral.